Lep dober večer. Letošnje leto je vsem zagodlo, tudi našim škratom. Tako so se veselili, da bi zopet prišli v slušalce in vas nasmejali, a žal ne smejo. Tudi oni morajo ostati doma, vsak v svoji hiški in se ne smejo družiti. Ampak to ne pomeni, da ne mislijo na vas. Vas zanima, kaj počnejo škratki ob večerih, da jim ni dolg čas? Sedijo ob kaminu in obujajo lepe spomine. Včeraj sem se pogovarjala z Janezom Hitrim. Povedal mi je, da preganja dolgčas tako, da bere stare pisma Božičku. Veste, katere je njegovo najljubše? Od male Tinke iz Usluševec. Tinka se je v svojih željah spomnila na prav vse družinske člane, na mamo, na očeta, na brata Luka in na sestro Mašo. Dajte, vam ga pokažem. Dragi moj Božiček, sem Tinka iz Usluševec. To je tista vas, ki ima letos v Sloveniji najlepši adventni venec. Ko se boš peljal mimo adventnega venca in bodo tam stale še jaslice, se pelješ še malo naprej in potem desno, tam smo mi doma. Imamo veliko dvorišče, tako da lahko svoje sani in jelenčke brez skrbi parkiraš. Letos sem se zelo trudila biti pridna. Sicer mi vedno ni uspelo. Pomotoma sem bratu Luku porezala lase. Mama je bila sicer zelo jezna, Luku pa je bila frizura všeč. No, bistvo tega pisma je, ker sem bila pridna, si od tebe želim 3 vaze, ki sem jih letos pomotoma strla in jih bom podarila mami. Prinesi mi še... Čakaj, te pa si ne rekla, ker se samo 2 strla, pa še tu so sami od sebe dol pale, si rekla. Joj, mama, tu sem se zmutila. No, da nadaljujem. Želim si 2 varčni žarnici. Dala ju bom mojemu ati, da jih bo v kopalnici zamenjal in ne bodo več bliskale. Bratu, prinesi cel kup sladkarij, da ne bo vedno pojedal mojih. Sestri Maši, prinesi pulover z rumeno-belimi črtami in rožico na desni strani, da ne bo več nosila mojega. Babici igle z velikimi uhlji, da bo videla napeljati nit in zašiti luknje na mojih hlačah. Meni pa prinesi novo budilko, da ne bom več zaspala in vsako jutro tekla do avtobusa. Prinesi mi še kapo z velikim cofom in rokavice rjave barve in še kaj sladkega. Božiček, če pa sem mogoče kaj pozabila napisati, me lahko tudi s kakim darilom presenetiš. Lepo te pozdravljam in komaj čakam na tvoj obisk, Tinka. Prav posrečena je ta naša Tinka. Janez Hitr mi je povedal, da si je Tinka letos zaželela, da bi njen brat Luka končno nehal jesti njene sladkarije, saj več ne ve, kam si jih naj skrije. Veste, škratje najbolj pogrešajo obiske pri Jani Smetani. V njeni hiški vedno tako lepo diši po piškotkih, čokoladi in po cimetu. Veste, kaj pa Jana Smetana najbolj pogreša? Šale Matica Strojnika. Matic Strojnik mi je povedal, da si skrbno izmišljuje nove šale in komaj čaka, da bodo škratje zopet lahko skupaj in jih bo lahko vse nasmejal. Vas zanima, katere šale Matica Strojnika pa so nam najljubše? Poglejte. Ali veste, kako se reče snežaku marca? Ne. Ali veste? Luža! Ali veste, kaj se je zadnjič zgodilo pri Eskimih? Ne. Se vračata 2 Eskima z lova, pa prvi reče drugemu: Ej, prijatelj, tvojega igluja več ni nikjer. Potem pa mu drugi odgovori: Ja, spet sem pozabil ugasiti likalnik! Gresta 2 krompirja po cesti. Enega povozi avto, potem pa mu drugi reče: Pridi, greva naprej, pirej krompir. Pravijo, da je smeh pol zdravja in tega v tem času vsi močno potrebujemo. Tako da, Matic Strojnik, ti kar nadaljuj s svojim delom. Povedati vam moram, da se je iz Kanade vrnil Vinko Vijačnik. S Oskarjem Hobličem in Katko Nerodo so združili svoje moči in Katki Nerodi končno našli pravo delovno mesto, kjer ji nič ne spodleti. Ker si je Katka zadnje leto v delavnici samo prepevala, sta je Vinko Vijačnik in Oskar Hoblič izdelala nekaj inštrumentov,
In tako je Katka Neroda končno dobila novo in pa tudi stalno delovno mesto. Po novem je vodja glasbene delavnice. Ko smo Katki Neroda končno našli pravo delo, je sledilo 10-dnevno rajanje v delavnici. Saj sami veste, da škratki zelo radi zaplešejo in pa zapojejo. Joj, kako sem vesela! Najraje bi kar zaplesala! Pa jaz! Potem pa dajmo! Plesalci so ti naši škratje, kaj ne? Mogoče pa bodo kdaj pripravili kakšno plesno točko. Mogoče pa se jim bosta pridružila tudi Božiček in pa Jelenček Rudolf. Ivanka Šivanka pa jim bom vsem zašila plesne oblekice. Ivanka Šivanka mi je zaupala, da ob večerih najraje posluša božične pesmi. Ne more se jih naveličati. Še raje pa prisluhne in pogleda, ko ob okrašeni jelki zapoje kar cela družina. Prisluhnimo, katera je njena najljubša pesem. Zvončki pojejo, lep je ta božični čas, ki prinaša zimovac. Hej, zvončki pojejo, lep je ta božični čas, ki prinaša zimovac. Prižimo sani, pojdimo snežne dni, z iskrico v očih odmeva zvonki smeh. Zvončki nastane, skrivnostni veli svet, božič nam pričarajo, srca odpirajo. Hej, spet so prazniki, v srcih mir na licih zvezda dobra vseh ljudi. Hej, hitro nas sali, tiho nočna nežni glas pragučkov zazveni. Nižni glas krakučkov zazveni. Res je lep ta božični čas. Lepi so tudi spomini, ki jih na njega imamo. Če se letos nismo mogli videti v živo, smo se vsaj spomnili, kako je bilo prijetno, ko smo se lahko. Če tudi vi ne veste, kaj bi ob zvečerih počeli, pa se lahko vse dogodivščine naših škratov pogledate na YouTubu, povezave bomo objavili na koncu posnetka. Dragi gledalci, želimo vam vesel božič in srečno novo leto. Upamo, da se kmalu vidimo. Srečno! Adijo!